Fantasy. Radio Fantasy. Stand-up za dober namen in tam bodo nastopali Perica Jerkovič, Lucija Čirovič, Dejan Ikovic Buši in... Sebastian Spital. Sebastian Spital, en aplavz za Sebastiana, ki je prišel. Hvala, dobro jutro. Sebastian, v bistvu ti si Šoštančan. Gaberke, ok. Ja, načeloma. Gaberke pri Šoštanu, ampak zdaj, da boste poslušalke in poslušalci, vem, slika včasih pokaže več, ne, kot mogoče nešto točno imena, ampak rečeš, to mi je pa znan. Slovenija ima talent, tam smo te spoznali, ha? Ja, jaz sem se poznal že prej sam. V bistvu, širni Sloveniji sem se pa prvič predstavil tam, na tistem šovu, ja. Ja, zdaj bom opisal zgodbo. Veste, imel je stand-up nastop, celo polfinale si prišel, ne? Ja, kar me tudi malo presenetilo, ker jaz se nisem mogel predstavljati, da en stand-up komik lahko pride v polfinale. Glede na to, da Slovenija ima talent, v bistvu sam pojejo. In plešejo. Bolj kot ne. Ja. Ja. No, zdaj, verjetno boste zdaj povezali eno z drugim, kajti Sebastianova zgodba je zelo nenavadna. Pri 19 letih si imel eno zdravstveno težavo, imel si aneurizmo, ne? Tako je, poknala mi je žila v glavi, jaz nisem mogel verjeti, da se to lahko zgodi, ker sem mislil, da je ta bolezen možganska kap rezervirana tam pa 70 let. Za malo starejša, ne? Ja, ti pa 19 let. 19 let sem bil, ja. Zdaj bo oktobra 10 let od tega. Tako, ja, neka obletnica, da ne vem, bom Fešto naredil. bom Ja, se veš, da veselil, vrtna ali- Lej, veselica ti si mora tak biti. veseljak, veš, da bo žurka, ne? Sebastian, ti zraven nastopaš in dejansko, ker si iz onega konca, že v osnovi, ko si začel svojo to komično pot, si izbral mentorja, tudi Velenčana. Tako je pač, mislim, jaz ga občudujem, to je moj mentor Uroš Kuzman, jaz sem ga že vedno občudoval, tudi ko se je na to pot podal in pač meni je bilo všeč tisto, kar dela on, da deli pač pozitivno, dobro voljo okoli in sem rekel, ja, pač zakaj pa jaz tudi ne bi bil to, a ne? Čakaj se malo, a ni Kuzman drugače profesor matematike, če se ne motim? Tudi to, ja. Da Za je J, vse ne? stranski. Tako vse stranski, ja, ve, koliko je ura, ne? Ja. Zdaj, stand-up za dober namen boste imeli v Mozirju, ne, kot rečeno, zdaj ta petek po 20 uri in boste verjetno tudi naredili eno dobro delo, ne? Ja, pač, če bo prišlo čim več ljudi, bomo izkupiček namenili tudi en del obnovi Mozirske koče, ki je pred parimi leti pogorela. Mogoče poslušalce ne ve, jaz sem bil pred da me je doletela ta nesreča tudi mladinski voditelj Planinske zveze Slovenije, pa sem dostikrat hodil na tisto kočo in mi je bilo tako malo žal, ko nisem mogel iti pomagati prej, bom pa na tak način hotel pomagati. No, Ja, super stvar. Kaj ti nisi bil? Pa gasilci tudi bil? Gasilci tudi bil. Tudi to sem bil, pač hotel sem zapolniti vsak trenutek svojega življenja, dokler nisem enkrat ugotovil, da je življenje še krajše, kot sem si mislil. Ja, to pa tudi Res drži. je. Sebastian Spital je z nama, kot rečeno, se dotikamo dogodka stand-up za dober namen, ki bo v Kulturnem domu Mozirje ta petek ob 20 uri. Po tele pesmi še rečemo kako. Mogoče tudi, zdaj, a ti kdaj rečejo, glede na to, da te poznajo, reče Seba, povej en vic. Pač velkat, ja, Ja. ne vem, sam to sedli z očetom, malo buckamo, pa to, ker on je hotel, da sem jaz doktor, res sem pa hotel, da sem stand-up komik in na stand-up komika lahko na cesti ustavijo, pa naj en vic povedi, ne mrem, doktorja pa ne Doktor, pa ne morejo. moreš, ne. A mi lahko le malo prosto to pogledati. Boš čez 3 minute enega speko, ne? Okay. 20 minut do 9, kot rečeno, Sebastian Spital je z nami, pozdravljen še enkrat. Lepo zdrav, dobro Za jutro. tiste, ki so zdaj vklopili radio, ne? Ja, pa naj jih opozorim, da njihov radio ni pokvarjen, ampak ja, me doletelo 10 let, da mi je dar govora vzelo za ta mesta. Če ne bi ti zdaj to izpostavil, noben ne bi vedel. Tako da za naprej ti predlagam ne reči, da je Radio Hin, ko ni. Ampak ja, raje povem, ko pa da si nekaj pač domišljal, da sem, ne vem, mogoče kaj spil preveč ali pa kaj. Ne. Smo povedali možganska aneurizma, možganska kap, ne? Pred 10 leti, oziroma oktobra bo 10 let, tako da lahko rečem, da se zelo dobro držiš. No, hvala, Ne. se trudim. Ja, zdaj moram pa reči eno stvar. To prebral sem, da si ti bolj tudi tak uporniški fan. Ne? Nekje si povedal, da prvo leto po rojstvu se nisi z nikomer pogovarjal. Ne, in to je iz principa, ker mi niso niti povedali, da sem jaz tista pravi. Ampak ja, pol sem tisto uporniško malo ukinil, pa začel spet govoriti, pač nazaj, pa tudi
postal človek. Ne. Postal to, kar si. Ja, zdaj, kot sem dejal, verjetno ti rečeš seba, daj povej en vic, ne? A veš, ker ga? Ja, če govorimo o dobremu namenu, naprimer sta dve ženski šle na pokopališče svojemu prijatelju prižigati svečo, potem sta pa če je ful deževalo in nista mogla vžigalnika prižigati, pa sta rekli, da ne boste prižigali tiste sveče, pa je rekla ena, ja, pač namen je bil dober, a ne. Druga pa rekla, ja, namen tudi. Bom dodal to, kar sem tudi prebral. Pazi, sam si še komentiral, mladenič, ob katerem bodo težko ostali resni. Mladenič. Ja, no, to je vse pohvala za mene, ampak tisto, da težko postane resen tudi, jaz vidim dosti, naprimer pri mojemu šefu, ko ga hoče prositi za večjo plačo, ampak ne gre. Ne, se mi lepo nasmeji. Videl sem, da si bil malo si potoval okoli in kakšna je povezava Londona pa duct tape-a, ker si nekaj pisal? A ja, tisto, ja, jaz sem zvest navijač Arsenala in slučajno sem šel po tekmi v en londonski pub z navijaškim šalom. Lej, navijaški, mislim, pub je že ta pravi, ampak navijaški šal pa ne, pač šel sem v gnezdo z drugimi navijači in smo se malo zruvali. Ja, zdaj, ker se ti pozna, to lahko poveževa, te določene brazgotine, ki so zdravstvene naravi, ni to od tam gor, ko ste se ruvali. Ne, se v bistvu to so vse neke tiste znamke, ko so neke bili pač dogodki v življenju, da se lahko spomnim, ko se v gledalu pogledam. Ja, lahko pa prodaš to zgodbo, da ste se cufali tam gor, ne v Angliji, mislim, kak je šele unta drug bil, ne? Ja, sej, pač ne bom rekel, da še nisem. Dobre. Radio Fantasy. Radio Fantasy.